Pravljica o hroščku Kakiju, o vztrajnosti in politiki. Verjetno ste že slišali za prav posebnega in imenitnega hroščka, ki pred seboj vedno vali velikega kakca. No, v znanstvenih knjigah in najbolj pomembnih opisih slovenskih živali so ga poimenovali kar za govnačka. Kar pa okroglemu in bleščeče črnemu hroščku nikakor ni bilo povšeči. Tisti najbolj zlobni v okolici so mu nadeli še bolj žaljivo ime in se mu najrajši strahopetno in prikrito kar za hrbtom posmehljivo muzali. Pozor, prihaja slavni govnaček Drekaček. Kakšen govnač neki, to je do kraja nesramno, kot da bi vas preimenovali v kako neumno kroto ali pa v grdo krastačo, polno nagnusnih predavic, je jezno godrnal, ko je v strm klanec valil več kot 1000-krat težjo okroglo gmoto trdo zbitih kravjih drekcev. In kot da to še ne bi bilo zadosti, poleg tega posmehljivega imena je neumni človek kot zanalašč z isto besedo poimenoval še svojo jed iz krompirja in zabeljenega sladkega zelja. Res nezaslišano, je jezno robantil, ko je ob valjanju težkega tovora krčevito napenjal svoje mišice. V starodavnem Egiptu je bil moj sorodnik Skarabej simbol sonca in vstajenja mrtvih. Vsi so ga častili kot pravo božanstvo. Tu pa, res nimam besed. Seveda morate vedeti, da je bil naš hrošček kljub izrazito močnim dišavam in neprestanemu posmehovanju okolice kar se da ponosen na svoje delo in da ga je opravljal skrajno vestno in skrbno. Jaz nisem samo najmočnejši, ampak tudi po naravi izredno pameten, se je rad pohvalil in se potolkal po prsih. Saj skrbim za ponovno uporabo odpadnih snovi. Z varovanjem okolja sem se ukvarjal že davno, ko to še ni bilo moderno. Povrh vsega pa sem zagotovo največji zbiralec kravjih kupčkov na celem širnem svetu. Je vedno še prav ponosno in zmagoslavno pripomnil. No, tudi na izgled je bil naš hrošček prav eleganten. Kot kak fin gospodič se je svetil na sončni svetlobi in resnično spominjal na kakšen imeniten, snažno očiščen polakiran čevelj na maturantskem plesu. Prijatelji ga niso želeli preveč dražiti, zato so ga na kratko poimenovali kar za hroščka Kakija. Nenazadnje se ga je res držal še posebno zlovešč in strašljiv sloves. Da je glede na svojo težo in na to, koliko tovora lahko premakne, nedvomno daleč najmočnejša žival na celem svetu. Res bi bilo neumno, da bi se mu po nepotrebnem kar tako postavljali po robu, ko bi vam vendar lahko v trenutku polomil in strl vse kosti, mar ne? No, tako je Kaki ves dan neutrudno valjal svoje kroglice, ki so bile
zanj zaklad, dom in hrana. To, da so se mu gozdni prebivalci posmehovali, pa ga je močno bolelo, že prav skelelo globoko v srcu. Fuj, kako grdo, so se pisani metulji zgražali in vihali nosove, ko so poplesavali nad njegovim nič kaj zavidljivim početjem. To ni nobena umetnost in lepota, to je prava umazanija, se je na sosednjem cvetu kar križala še Pikapolonica. In kot da kritik še ni bilo zadosti. Zakaj ne nabiraš cvetnega prahu kot naša čebelica Sivka? Se je oddaleč zaslišalo še nejevoljno godrnanje čmrla. Kaki ni nikomur odgovarjal. Samo podžigali so njegovo vnemo in smrdečo kravjo kroglico je kotrljal še z večjo silo, še bolj trmasto in uporno in še hitreje, kar se je le dalo. Njegovo delo je bilo tiho, a veličastno. Neuki, neumneži, se je pridušal. Z nabranimi odpadki vendar hranim zemljo, vračam moč in hranila drevesom, čistim gozdna tla in omogočam rast novemu življenju. Nehvaležneži pa taki. Pa tako se trudim, je prav milo zastokal. Ko je nekoč kar iznenada nastopila huda suša in so se travne bilke žalostno polegle in sušeči se cvetovi niso več dišali, je prav zemlja, obogatena s Kakijevim trudom, že po neznatnih prvih drobnih kapljicah dežja, zopet obrodila prve poganjke. Drevesa so se mu poklonila s šelestenjem listja, ptice so mu hvaležno zaplesale v zraku in celo pisani metulji so nejevoljno priznali. Hrošček Kaki, tvoje delo je vsekakor koristno in pripomore, da iz pogorišča zopet vzklije novo življenje. Oprosti, da smo te zaničevali in se norčevali iz tebe. So se sedaj skesano vse povprek opravičevali. Ti si res pravi varuh gozda, ne zaradi bleščečih kril, temveč zaradi svoje vztrajnosti, ponižnosti in ljubezni do narave. Ti si največji dobrotnik in vzornik, ki z neverjetno marljivostjo pripomore k plodnosti zemlje. Veliki učitelj, ki nas je naučil, kako iz gnoja lahko zraste novo življenje, je skisano pomodroval še čmrl. Ti si kralj komposta in najmočnejše bitje na svetu, glede na svojo težo in ogromen tovor, ki ga lahko premikaš, je sedaj ponižno pripomnila tudi Pikapolonica. In zdajci se je hrošček Kaki nenadoma ustavil. Postavil leseno zagozdo pod svojo ogromno gnojno kepo in nepremično obstal. Da sem kralj, da sem varuh gozda in da sem najmočnejši, se je s tipalko pogladil po malih brčicah. Moje poslanstvo je več kot doseženo. Morda je pa sedaj nastopil čas, da se skrbno posvetim še drugim, to je višjim ciljem, je pomislil. Naveličal sem živeliti kravje drekce. Le zakaj bi moral biti večno v gibanju, je zagodrnal.
Začel se bom ukvarjati s politikom in potem mi ne bo treba več delati. Hočem kraljevati, hočem sedeti na prestolu kot nepremičen kip. Spoštovan, občudovan, ga je iznenada presunilo. Poklican sem, da vas vodim, je zakričal. In od sedaj naprej me boste vsi ubogali. In to brez izjeme, je grozeče zažugal in se napadalno postavil na zadnje noge. Vse živali so se strahoma priklonile. Ti si največji kakec, ti si sedaj naš vsemogočni kralj. Kaki je iz ogromne gnojne krogle urno izoblikoval skorajda popolno kroglico. Simetrično, sijočo, skoraj marmornato. Pririnil jo je na vrh mravljišča in se nanjo povzpel kot pravi vladar. Tam je sedaj stal dan in noč, v pozi heroja, ki je premagal naravo. Jaz sem vaš modri kralj, resnični umetnik in graditelj vašega bodočega življenja, se je bahavo postavljal. Njegov prestol se je bleščal v jutranji rosi, kot zlata žoga. Podaniki so se prihajali klanjati od blizu in daleč. Hinavsko so srebali njegov nagnusni čaj, ki so ga služabniki pripravljali iz posušenega gnoja in ga poveličevali ob vsaki priložnosti. Joj, kakšnega slastnega okusa je vaš kraljevski napitek, vaše visočanstvo, se je prihuljeno muzala velika štrigla in obtenkar mežikala z očmi od zvijajočih trebušnih krčev. Joj, pa ti hrustljavi gnojni piškotki s tako rahlim humusnim nadevom so prav fantastični in res enkratni, se je ob prisilnem in težkem požiranju kar davila zelena stonoga. Pa te drekaste tortice, posute s smrdljivimi drobtinicami ter premazane s slastnim prilivom iz mušjih kakcev, so resnično prava specialiteta, je glasno pomodroval še deževnik Glistko in se od zadušljivih vonjav kraljevskih dobrot kar zvijal po listu, kot kakšna pekarska presta. Dnevi so tekli in nekega dne je v kompostno kraljestvo priletela neverjetna novica. V gozdni podrasti živi bitje, ki je močnejše od tebe, kralj. Kaki je presenečeno zavil svoje brčice in zaprepadeno zasikal. Močnejše od mene, ki lahko vlečem več kot 1000-kratnik svoje teže. Kdo si le drzne? Z nepregledno vojsko zvestih podložnikov se je takoj odpravil na pot, ki je vodila kar preko gnojnih planjav. Lazili so mimo plesnivih gob in skozi tunele iz razpredene gnijoče podrasti ter končno prispeli do nenavadne živalice. Pršice močnice, bitja velikega le kot pikica na pikici, a z močjo, da dvigne skoraj 10 več svoje teže kot sam mogočni kralj. Svetovalci so zmedeno
pristopili k vladarju Kakiju. Ta bledikasta, sivo-bela živalca z rožnatimi nogami, ki najraje živi v žitu, je res močnejša od vas, spoštovani kralj. Poleg tega pa je še silno nevarna, saj prenaša tudi številne strupene organizme in hrana, ki se okuži v njeni bližini, strašansko slabo vpliva na jedce in podreše tako velike živali. Pred časom je hudo zbolel še veliki medved kosmatinec. Vse je kar frčalo iz njega, hudo je shujšal in se še danes opoteka, ko ves bolehen hlača in lazi naokoli. Kakijevo čokato in obokano telo z naprej obrnjeno glavo, ki je po obliki spominjala na kakšno lopato, se je zdrznilo. V trenutku ga je presunila grozljiva misel. Vedno se bo našel nekdo, ki bo močnejši od mene, in čas, ki ga bom preživel v politiki, bo prej ko ne kratkega značaja in me lahko stane še lastne glave. Napenjal je kratke tipalnice, ki so bile na konicah udebeljene kot prave lamele, razkoračil svoje močne noge, prekrite številnimi budicami, ter modro in preudarno nagovoril pršico močnico. To je res neverjetno, da si močnejša od mene, od samega kralja komposta. Pršica se je nasmehnila, čeprav tega ni videl nihče, saj je bila čisto majcena in komaj slišno je zapiskala. Moč ni v velikosti, temveč v vztrajnosti in v dobrem in zdravem žitu. Kaki se je globoko zamislil. Vse, kar je v življenju dosegal, je bilo nenazadnje rezultat le trdnega in napornega, a vendar poštenega dela. Zaradi svojega pohlepa in bližajočih se političnih prevratov pa bi lahko sedaj prav vse, kar je ustvaril, gladko izgubil. Prestol na kroglici iz gnoja je simbol truda, ki vendarle ne vodi nikamor, je preudarno zaključil in se ji globoko priklonil. Vso srečo, drobna pršica, sedaj je usoda celotnega kraljestva komposta v tvojih jeklenih ročicah. Odločno ji je izročil kraljevsko žezlo, razprl svoja svetlikajoča se črna krila in na zaprepadenost in začudenje vseh podanikov odletel v jasno nebo. V kraljestvu komposta ga niso nikoli več videli. Nekoč pa je neka metuljčica krajanom le vedela povedati, da ga je opazila krožiti med številnimi kravami na velikem zelenem pašniku za sosednjim hribom. Da je izredno podjeten in da si je tam ustvaril pravo gnojno bogastvo. In da je baje tam srečal tudi prikupno družico, s katero sta letos izkopala več kot pol metra globok rov ter ga napolnila z najbolj imenitnimi kravjimi kroglicami za bodočo družino. Bojda bosta imela drugo leto veliko naraščaja. Že sedaj se veselita, čeprav vesta,
da bo z vzgojo mladih rodov veliko dela. Ja, tako je to. Kaki se je na srečo hitro in še pravi čas zavedal, da samo prekladanje neumnih besed in nesmiselno blebetanje ne privedeta nikamor. Spoznal je, da brez dela ni jela in posledično zato tudi ni kakcev. Da je stalno premlevanje prazne slame in bedasto govoričenje prej ko ne jalovo, da je treba za resnični napredek dobro poprijeti tudi za opojno in ne preveč dišečo črno gmoto in krepko napeti mišice, da se kaj premakne vsaj za 5. Ob svojih bodočih zbirateljskih podvigih se je potem verjetno še velikokrat z nasmeškom spominjal nad vse dišečega prestola, svojih hinavskih podanikov ter klanjajočih se priliznancev, ki so si zaradi njegove moči in vpliva želeli pridobiti le lastne koristi. In ko ga boste morda naslednjič slučajno opazili in se čudili, s kakšno vnemo in kako uporno vali trdo zbito kroglico kravjih drekcev po zelenih livadah, bo morda celo za trenutek postal. Ne zato, da bi si malce oddahnil, ampak zato, da bi vas tedaj morda celo malo nagajivo, a vendar skrajno resno nagovoril in podučil, rekoč: Ne smejte se in ne norčujte se iz mojega početja. Le dobro si zapomnite. To, kar vidite, ni navaden kakec. To je seme prihodnosti. In naše pripovedi je konec.